in da z mano si izgubil čas. A bi rad, da me odnese pas, a te sploh zanima, če je tudi meni mraz. A veš, da sem sanjala naju, po smrti v raju. A veš, vse sem dala za tebe, pa si mislil na sebe. Živijo, danes vam bom pokazal lekcijo komada A veš od Alje. Pogledal sem si nekaj koncertnih posnetkov in naredil končno verzijo, mešanico med koncertnimi posnetki in originalnim studijskim posnetkom, kar se igrane kitare tiče. Za začetek bi vam rad pokazal, kako se zaigra oktave. Torej v tem primeru na začetku igramo, ker se z osnovo na 5. struni, je najprej treba dati kazalec oziroma prvi prst na 5. struno, v tem primeru na E struno oziroma E ton, torej 7. polje, 5. struna, prvi prst. In najlažje lahko tudi igrate z mezincem, ampak meni je najlažje s 3. prstom oziroma prstencem, da na 9. polju na 3. struni zaigram oktavo od E, torej višji E, in slišati se morate samo ta dva E. S prvim prstom, poleg držanja 5. strune na 7. polju, zadušite 6. struno, da se ne sliši med brenkanjem, in pa zadušite potem 4. struno, 2. in 1. Torej, da se, ko potegne po vseh strunah, da se slišita samo ta dva E, ki sem jo prej zaigral. To je z osnovo na 5. struni. Recimo potem na začetku, ko igram v komadu, pa grem še na C, D in E. Igram pa na 6. struni, tukaj pa samo primamo na 6. struno in vse strune niže zadušimo, da ne zvenijo. Torej, začetek igram brenkanje z desno roko je dol, gor, dol, gor, dol, gor, dol, gor. Torej, dol, gor, dol, gor, dol, gor, dol, gor. Igram pa E, fis in G, potem sta fis, G, fis, C, D, E in pa A, C in H. Igram z distorzijo, torej preko večevalca, lahko pa uporabljate tudi pedal efekt. Torej, z distorzijo se sliši nekako tako. V kitici igram identične tone kot na začetku, samo da malo drugače. Igram jih na čisto skrajnem levi strani vratu. Začnem s prazno E struno. Trikrat zaigram prazno E struno.
potem grem takoj na fis na drugem polju in G na tretjem polju, na 6. struni. Potem se pomaknem naprej oziroma zaigram podobno kot v prvem krogu. Torej iz fisa na G in nazaj na fis. Potem grem na C, to je v tretjem polju 5. struna. In potem prazna 4. D struna in pa na drugem polju 4. D struna. Ali E. Torej, kaj imamo do sedaj? In potem še prazna 5., ki je A. In na tretjem polju 5. C in na drugem polju 5. H. Torej. Zraven pa na desni roki še dušim. Struno zadušimo tako, da podržimo roko na strunah, z desnim koncem dlani pritisnemo rahlo na strune, da se nekoliko zvok zaduši. Razlika recimo med torej tako nekako bi se morali slišati. Zadnji ton pa spustim in ga ne dušim. Torej pri vseh. To je bila Kitica. Za refren pa so akordi G, D, A, C in D potem, spet G. Igram power akorde, ker bare akordi ne pridejo v poštev pri zraven distorzije, ker se potem zelo slabo sliši. Je bolje, če zaigram. V drugem primeru sem zaigral bare, torej. V prvem primeru oziroma tem pa power akord. Power akordi so podobni barejem, le da zaigramo samo nizke tone, torej G zaigram tako, da primem s prvim prstom na 6. struni na tretjem polju. To je G ton. S tretjim prstom oziroma prstencem primemo na 5. polju na 5. struni, to je D ton. In pa z mezincem na 5. polju 4. struna, ki je pa v bistvu oktava od G-ja. Zaigramo samo zgornje 3 oziroma 6., 5., 4. Potem se premaknemo na osnovo akorde, power akorde z osnovo na 5. struni, torej D. Zaigram ga na 5. struni 5. polje s prvim prstom, D. Prstom ali prstencem na 7. polju 4.
četrta struna in pa ponovno oktavo od D-ja na 7. polju na 3. struni z mezincem. In potem torej G in D, potem se premaknemo na A. Če boste komad igrali z akustično kitaro ali klasično, je tukaj A-mol. Ampak pri power akordih to ni pomembno, če je dur ali mol. Torej A, ki ga zagramo enako kot G, samo da premaknemo za en ton višje, torej za 2 polja. G, kis, A. In potem sledi C, ki je ponovno identičen pri en kot pri D-ju, samo da se premaknemo pa za 2 polja navzdol oziroma za en ton. Torej D, cis, C. Torej vsi akordi skupaj. Z distorzijo pa se sliši takole. Torej, z desno roko igram dol, 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 gor, dol, gor. Na G-ju in D-ju, tako, potem pa na A-ju, C-ju in D-ju pa samo na dol. To je bil pa še refren. Sedaj pa še igranje ob metronomu, nastavljanje na 72.
Pri drugi kitici se izpusti to sem pozabil, torej spusti se tretji zaigrate torej na cev in potem spet prazno. Potem pa v refren. Potem stavil sem se pred zadnjim refrenom, kjer pa ponovno igrate riff iz kitice in pa potem še zadnji refren, kjer so akordi še znani. Hvala za ogled lekcije, upam, da ste se naučili kaj novega in v prihodnje pričakujte še več lekcij. C'est fini, mon chéri. Basta! So za tvojo dlan, a zdaj veš kako je, ko si sam. A je težko noč, ko čakaš dan, a tolažiš se, da vse je božji plan. Ne preklinjaš, da sem kriva jaz in da z mano si izgubil čas. A bi rad, da me odnese plas, a te sploh zanima, če je tudi meni mraz. A veš, da sem sanjala naju, po smrti v raju. Zaspan, kad da si Bog je delo in da si zgaran. Vem, da spremenil se je tvoj plan, kad te druga je poklicala čez dan. Govoril si mi, kako sem lepa in si mislil, da sem čisto slepa. Nisem psica, da bi me sprehajal, da na meni svoje trike bi izvajal. A veš, da sem sanjala